Lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in za vas pripravljam tarot napovedi. Na Instagramu in Facebooku lahko vsak dan preberete dnevno tarot napoved, tukaj na YouTubu pa pripravljam video napovedi. Do zdaj sem delala mesečne napovedi, ampak sem se odločila, da bomo od zdaj naprej delali tedenske napovedi, ki so malo krajše in potem bomo videli, kako to funkcionira. Dajte mi poročiti, kaj se vam zdi boljše, katera opcija vam je ljubša in bom potem tudi jaz razmislila, kaj bi lahko naredili v prihodnje. Zdaj zaenkrat bomo tukaj v moji kuhinji, ker je tako najlažje. Preden začnemo, bi se pa rada še res zahvalila vsem, ki gledate moje napovedi, ker mi na tak način potem dajete tisto motivacijo, da delam to še naprej. Hvala tudi tistim, ki lajkate in komentirate, čeprav takih vas je bolj malo in res bi vas rada spodbudila, da začnete lajkati in začnete komentirati, zato ker potem mi boste v bistvu pomagali, da bo ta kanal začel rasti in bomo tako lahko pomagali več ljudem. Ker če te napovedi pomagajo tebi, verjemi, da pomagajo tudi komu drugemu. In bolj kot bomo dejavni na tem kanalu, bolj bodo te posnetki v bistvu krožili po YouTubu in tudi več ljudi bo v bistvu našlo neko pomoč, neko novo upanje, neko tolažbo, mogoče neko usmeritev, ki jo rabi v trenutni situaciji. Zdaj pa dovolj klepetanja, gremo na napovedi. Dajmo začeti z vašo napovedjo, Kozorogi. Zdaj najprej bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost, potem pa bomo še z dodatnimi kartami malo bolj razjasnili, kaj točno se bo dogajalo. In probali bomo dobiti kakšne bolj natančne informacije ali sporočila. To so splošne napovedi, zato ni nujno, da bo vse namenjeno tebi, ni nujno, da bo za vse Kozoroge enako natančno. Tako da probajte si nekako te pomene interpretirati v svojo situacijo, zdaj tisto, kar pa nekako se ne posveti z vami, enostavno ignorirajte. Kot osrednjo karto tega vpogleda imamo karto samotarja. Torej, trenutno ste v neki, mogoče nekoliko bolj temnejšem obdobju svojega življenja, mogoče ste kaj izgubili ali pa enostavno ste se znašli v nekih okoliščinah, ki vam niso znane in mislim, nekako so kaotične, nekako okoli vas je nek nered, ampak v smislu tak nered, ki vas samo miselno bega, nekako vam meša misli in v vsem tem kaosu, ki se dogaja okrog vaše situacije oziroma v vašem življenju, iščete neko svetlotočko, iščete neko pot, kako naprej, kako mogoče izstopiti iz tega temnega obdobja v vašem življenju. Zdaj, v preteklosti imamo šestico kelihov in kralja palic. Jaz mislim, da ste imeli v preteklosti neko lepo harmonijo, mogoče celo tudi nek zelo harmoničen odnos. Nekako ste bili v nekem vašem balončku, nekako je vse funkcioniralo, potem pa ste nekako dobili nek nov zagon, neko novo moč in tukaj ste nekako kot se umaknili na te situacije in nekako sledili neki svoji poti naprej. Zelo možno je, da ste dobili neko, ker imamo tukaj seštevek kart, nas navezuje na karto sodba, da ste dobili neko sporočilo, nekaj, karta sodba vedno nakazuje na neko sporočilo, ki nam je poslano iz vesolja, od Boga, od angelov, karkoli pač verjamete. In na nek način vam je pomagalo, da v bistvu prebudite nekaj v sebi in naredite v življenju neko spremembo. Ampak kam vas je ta sprememba pripeljala, imamo tukaj v sedanjosti karto smrt in karto dvojko mečev. Pripeljala vas je pred nek zaključek in pred neke možnosti. Zelo možno je, da ste se znašli na nekem razpotju in tukaj ste vedeli, da je treba nekaj zaključiti, zato da greste lahko naprej. Ampak tukaj je kot videti, kot da nečesa nočete zaključiti, nečesa nočete spustiti iz vašega življenja in nekako vas ful bremeni, da bi se podali na to neko novo pot. Zdaj za bližnjo prihodnost tukaj vidim, da imate kraljico palic in kralja novcev. Glede na to, da imamo tukaj kraljico in kralja, to lahko nakazuje na nek zelo stabilen odnos ali pa za neko osebo, ki vam je na nek način namenjena v življenju. Lahko tudi nakazuje v bistvu na to, da boste
lahko tudi nakazuje na te dve možnosti, s katerimi se zdaj ubadate, ali ena pot ali druga pot. Bomo to še potem bolj jasno videli, ko bomo razložili te karte. Ampak meni trenutno najbolj deluje, da tukaj je neka oseba, ki nekako jaz bi rekla, da ste to vi, nima veze, ali ste moški ali ste ženska, ampak kozorogi so pač zemeljski element in enako je tudi novci. Tako da jaz bi rekla, da ste to vi in tukaj je neka oseba, ki je popolnoma nasprotna vam. Neka oseba, ki je igriva, živahna, nekako živi po principu go with the flow, kar je nekako v nasprotju z vašim znamenjem. Vi, kozorogi, ste običajno radi bolj strukturirani, greste po nekih pravilih, po nekih korakih naprej v življenju in nekako vse je neka struktura oziroma neka strategija. Tu pa se pojavlja neka oseba, ki je čisto drugačna, čisto kontrastna vašemu karakterju. In na nek način je zelo sproščena, razigrana in življenje vidi na popolnoma drugačen način. Tako da to bo še zanimivo. Dajmo pogledati malo bolj natančno, kaj se tukaj dogaja. Torej, dajmo se najprej osredotočiti na preteklost, da vidimo, zakaj točno ste trenutno v taki situaciji, kot ste. Ok. No, bomo kar tele karte vzeli. In še eno. Zdaj tukaj imamo paža mečev. Paži mečev so osebe, ki zelo radi raziskujejo, odkrivajo neke novosti. Zelo radi imajo neke izzive in na nek način so zelo taki firpčni. Zdaj, to ste lahko vi, lahko je to neka oseba v vašem življenju. Ampak ja, tukaj je dejansko videti, da ste nekako bili v tej harmoniji, nekako vaše življenje je funkcioniralo, tudi tukaj imamo karto zaljubljenca, torej nekako je videti, da ste imeli neko harmonijo v življenju. Potem pa, zdaj, če seštejemo te karte, nas navezuje na karto pravica, kar pomeni v bistvu, da se je v vašem življenju zgodilo nekaj, kar je to ravnovesje nekako zrušilo. Zdaj lahko, da se pojavlja ta neka oseba, ki je nekako taka, kako bi to opisala? Nekako firpčena, ta beseda mi najbolj pade na pamet. Na nek način je prišla v vaše življenje in tukaj vnesla te konflikte in dvome. Na nek način vam je razburkala to harmonijo, ki ste si jo nekako ustvarili. To je lahko neka konkretna oseba, lahko pa gre za neko situacijo, enostavno neko tako situacijo, ki je prišla v vaše življenje in čisto tako nepričakovano in vam na nek način razburkala vaše življenje. Zelo možno je, da ste se tukaj odločili že med dvema potema, že v preteklosti, ampak še vedno je videti, da niste prišli do končne odločitve. Evo, tukaj sem rekla prej, da se te karte sešteje iz teh kart, da nas navezuje na karto sodba in evo, sodba je padla ven. Torej, točno to se je zgodilo. Neka oseba je prišla v vaše življenje, ki vam je na nek način, jaz mislim, da je bila ta oseba nekako poslana, nekako jo je življenje poslalo v vaše življenje. Torej, prišla je z namenom, da bi vam dala neko sporočilo, da bi vas osvobodila te neke krste, v kateri spite, recimo. Ta krsta, v kateri spite, to lahko pomeni, da živite v nekih prepričanjih, da je življenje tako in tako, potem pa pride neka oseba in ugotovite, da je življenje lahko tudi drugačno. Nekako tako. Upam, da ima to smisel za vas. In videti je, da je prišlo do neke izmenjave, ampak zdaj tukaj se pojavljajo te možnosti. Tukaj imamo dve možnosti. Eni možnosti ste posvečali več pozornosti, eni možnosti manj. In jaz bi rekla, da tista oseba ali pa tista situacija, ki je nekako bolj prosila za vašo pozornost, tisti pozornosti ste namenjali manj svoje pozornosti, manj svoje energije. In to je potem v bistvu ustvarilo v vašem življenju neko neravnovesje.
dajmo pogledati, kaj se trenutno dogaja v vašem življenju. Zakaj je tukaj tale smrt in dvojka mečev. Ok, tukaj imamo viteza novcev, ga bomo dali kar sem. Tukaj imamo kolo usode, sedmico palic in sedmico mečev. Pod kupom kart imamo viteza palic. Zdaj tako, tukaj imam nekako več scenarijev možnih. Prvi scenarij je ta, da je pred kratkim, mogoče za nekatere kozoroge se to še zgodi, ampak je prišla neka taka situacija, na katero niste imeli nobenega vpliva. In ta situacija je v vaše življenje vnesla en cel kaos. Mislim, nekaj se je zgodilo, kar vam je v bistvu nekako porušilo neko ravnovesje ali pa v bistvu točno to, kar sem prej rekla. To ravnovesje se je zrušilo in tukaj se je potem še dodatno nekaj zgodilo, kar je od vas zahtevalo, da nekaj zaključite oziroma, da se tukaj borite za svoj prav, da nekako, da se dokazujete, da se dokazujete, da nekako pokažete svoje meje, da ste odločni, da ste jasni, ampak tukaj vidim, kot da ste nekako bili precej tako, na nek način prestrašeni oziroma res ste porabili ogromno energije. Je pa videti tukaj, da ste potem nekako našli neko pot iz te situacije, nekako ste si zagotovili, da ste dobili tisto, kar vam pripada, tiste pač karkoli vam je tukaj bilo zdaj vzeto. Nič takega mi ne pride na pamet, da bi lahko bolj konkretno razložila. Zdaj, drugi možni scenarij pa je, da se tukaj situacija obrnila. Kar naenkrat ste tukaj zamenjali te dve osebi, na nek način vas je življenje prisililo, da naredite neko spremembo. In zdaj tukaj sta lahko to, ker imamo tukaj dve sedmice, sta to lahko te dve možnosti, s katerimi se še zdaj na nek način ubadate. Zdaj, ena možnost od vas zahteva ful energije, druga možnost pa izgleda kot nek izhod v sili. Nekako tako. Ne vem, dajmo pogledati še nasvet in izid. Zdaj nasvet, karte vam svetujejo, da tukaj morate pokazati malček več ostrosti, malo več jasnosti, povedati svoje misli in enostavno stopiti naprej proti tej rešitvi, karkoli pač je. Ja, ustvarili se bodo neki konflikti. Zdaj, jaz bi rada sam še pogledala tukaj malo te dve možnosti, zato ker mi ni čisto jasno. Rada bi vedela malo bolj natančno, kaj so te dve možnosti. In to mislim, da smo imeli že v marčevski napovedi za vas neke dve možnosti. Tako da izgleda, da se še niste odločili. Ja, zelo različne možnosti. Ena vam vzbuja strahove, ena pa se zdi kot neka hitri izhod v sili. Ampak zdaj, dajmo dolgoročno pogledati, kam vas ta rešitev pripelje in kam vas ta odločitev pripelje. Evo ja, dolgoročni izid je drugačen. Ta odločitev se vam zdi taka, da se boste mogli ful zagovarjati, ful boriti, da boste mogli vložiti ful neke energije v to, da sploh se tukaj kaj zgodi. Ampak dolgoročni efekt je v bistvu tim, sodelovanje, usklajenost, skratka zelo lepe energije. Medtem ko ta druga možnost, ki nekako se zdi ful enostavna in se zdi kot nek izhod v sili, pa dolgoročno bo prinesel en sam problem. Tako da, zdaj upam, da veste, katera odločitev je katera, ampak jaz bi rekla, glede na to, da imamo tukaj mislim, bližnjice niso nikoli pot do cilja. To upam, da veste. Bližnjica ni pot do sreče, tako. Tako da že ta bližnjica, nek hitri izhod v sili, jaz bi rekla, da ta opcija ne bi bila dobra za vas.
bolj je ta opcija, ki vas trenutno bolj skrbi. V tem trenutku vidite neke strahove, čutite neke dvome glede tega, ampak enkrat, ko se boste podali na to pot, ja, bodo prišli neki konflikti, ampak jaz mislim, da če boste ohranili vašo notranjo moč, če boste dovolj samozavestni in če boste premagovali vse te, če boste nekako zgradili nek ščit okoli sebe, da vas neke stvari ne iztirijo, jaz mislim, da na dolgi rok boste prišli do neke lepe usklajenosti. Dajmo zdaj hitro pogledati še bližnjo prihodnost. Tukaj imamo trojko mečev, petico kelihov in svečenika. Ja, tukaj je definitivno pomembno, da naredite ta korak v neznano, da se soočite s temi strahovi, ki smo jih tukaj prej videli, in da naredite ta nek korak k neki novi možnosti. Zdaj tukaj imamo tega viteza novcev, ki sem ga prej v bistvu nisem ga še obdelala, ampak jaz bi rekla, da je tukaj pomembno, da vam karte s tem svetujejo, da pete pač korak po koraku. Ja, ta možnost se vam zdi strašna mogoče, mogoče se vam zdi taka rizična, ampak če ga boste šli korak po koraku, če boste imeli jasen cilj v glavi, bo v bistvu vse skupaj dosti lažje. In pomembno je, da naredite ta korak v neznano. Zdaj, zelo možno je, da bo to prineslo s sabo tudi neko razočaranje. Neko razočaranje in nekaj se ne bo išlo tako, kot ste pričakovali. Ampak jaz mislim, da ni za to. Pač to vas bo spet porinilo v to obdobje neke samote, iskanje notranjega glasu, notranjega odgovora, ampak jaz bi rekla skoraj, da ga boste tukaj našli. Dajmo samo še sešteti. Tukaj imamo 3 plus 5 je 8, plus 9 je 17 in 17 je karta zvezda, ki je karta novega upanja. Tako da ja, nekaj se ne bo tukaj šlo. Jaz vidim, da bo neka žalost in mogoče tudi neko razočaranje, da mogoče niste nečesa naredili že v preteklosti, kot da je nekaj že prepozno. Ampak jaz mislim, da je to samo neka začasna energija, ker tukaj imamo zelo dobre energije, tako da jaz mislim, da bo to samo nekaj momentalnega in v prihodnosti se bo potem še to lepo razpletlo naprej. Ampak videti je, da boste na nek način se zapirali vase in tukaj iskali neko notranjo pot, kaj bi v tej situaciji naredili. Dajmo pogledati na svet, ki ga imajo karte. Tukaj imamo karto moč obrnjeno narobe in as kelihov. Ja, definitivno bo ta odločitev od vas zahtevala notranjo moč. Se pravi, da premagate te notranje strahove, da premagate tega leva v vas, ki vas na nek način omejuje in vas na nek način vas omejuje. In s tem, ko boste vi premagali s tem, ko boste premagali te notranje strahove, ko boste dobili to notranjo moč, se vam tukaj odpre nekaj res lepega. In ta as kelihov se zelo lepo povezuje s tema dvema kartama. In tukaj gre za neko lepo združitev, lepo sodelovanje, mogoče je to nek romantični odnos, lahko je to nek poslovni odnos, ampak v vsakem primeru gre tukaj za nekaj lepega, nekaj, kar bo razveselilo vaše srce. Jaz bi rekla, da to ne bo še tako zelo kmalu, ker tukaj imamo kar nekaj izzivov, 2 veliki arkani, kar lahko nakazuje, da bo to trajalo še nekaj časa, da res pridete do tega asa kelihov, ampak jaz pravim tako, kadar se mi soočamo z našimi strahovi, v bistvu rušimo neke zide, ki smo si jih postavili v preteklosti, zato ker smo se bali nekega razočaranja. Ampak ko se ti s temi strahovi soočiš in si upaš porušiti te zidove, upaš si porušiti te neke ta pričakovanja drugih ljudi ali pa karkoli imaš, ali pa te neka razočaranja iz preteklosti, ko porušiš te zidove, ki si jih enkrat zgradil, se ti potem odpre eno ful lepo obzorje. In ja, ta pot je težka, ni enostavna, ampak se pa vedno splača. Zato, ker, kot smo že prej rekli, bližnjica ni pot do sreče. Za pravo srečo se moraš potruditi in moraš v njo vložiti trud, predvsem pa moraš se soočiti s svojimi strahovi. Kozorogi, upam, da ste uživali v tej napovedi in se vidimo potem naslednji teden z novo napovedjo.